V tokratni pripravljalni tekmi so se naši pubeci srečali z renomiranim nasprotnikom iz Beograda, nasproti je stala Crvena zvezda, za katero je bila tekma z Mariborom še zadnji preizkus pred nadaljevanjem srbskega prvenstva. Začelo se je v 7. minuti s tem strelom Pihlerja, ki je za malo zgrešil tarčo. V 13. minuti kar 2 priložnosti za Crveno zvezdo. Najprej ob strelu Jirke, Handanović na mestu. Prav tako je bil naš vratar na mestu ob strelu Jovančiča. V 31. minuti pa najlepša priložnost za Maribor. Do strela je prišel Blaž Vrhovec, no Borjan pa je bil izjemno postavljen. O polčasu, ki je minil v enakovrednem obračunu 0:0. V drugem polčasu pa so pritisnili na plin nogometaši Crvene zvezde. Najprej je v 50. minuti tako sprožil Jirka. V 55. minuti je Marin skorajda prevaral Handanovića, ki je bil na mestu. Omeniti velja tudi krasno akcijo, ki se je začela s čudovitim preigravanjem Zahovića, podajo v sredino, kjer je Pihler iz težkega položaja streljal močno, a žal tik nad prečko. V 74. minuti je tako z lobom duhovito poizkušal Luka Zahović, vendar je bil Borjan previden. V 78. minuti pa edini gol na tekmi. Najprej smo videli strel Simića in izjemno obrambo Handanovića, no po odbiti žogi pa je do žoge prišel Marin, ki je rutinirano matiral vratarja Maribora. V 83. minuti je iz težkega položaja iz roba kazenskega prostora na to poizkušal Hotić. Še zadnja priložnost za izenačenje pa je bila v 90. minuti, ko je tako nekoliko zamudil Tavares. Na koncu torej zmaga Crvene zvezde z zadetkom Marina z 1:0. Nova pripravljalna tekma z neposrednim prenosom na nkamaribor.com pa že 11. februarja, ko bo nasproti stal Dinamo iz Tbilisija. Moj evropski tekmec organiziran, vemo, kakšno sezono ima za sabo in na težka tekma, ampak na koncu škoda za poraz, bila bi rezultat tudi drugačen, ampak en pozitiven račun, dosti dobrih stvari in na tem se lahko gradi naprej.